Spoštovani prometni minister Patrick Vlačič, dragi nekdanji predsedujoči Evropski uniji Janez Ivan Janša, cenjeni predsednik uprave Telekoma Slovenije DD, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Medtem ko banke in politiki rešujejo medveda Igorja Bavčarja, vlada razpravlja o prvorazrednih temah. Naš posebni poročevalec vlade Denis Sarkić je pred prehodom za pešce ujel gospodarskega ministra Mateja Lahovnika. Gospod Veselinovič, da si bo znižal plače in tudi uprava. Kaj pa nagrade? Ali ste zadovoljni s to odločitvijo? Kakšni bodo naslednji koraki? Minister za finance je danes na seji vlade pojasnil, da se bo uprava v celoti uskladila s sklepom vlade in mislim, da je to primerna rešitev, sploh glede na to, da želijo pridobiti poroštvo. Denis pa je znova bedel pri prehodu za pešce, ki povezuje vladno palačo s predsedniško in v zgodnjih jutranjih urah tam ujel, ne boste verjeli, samega predsednika vlade Boruta Pahorja. Spremljala ga je notranja ministrica Katarina Kresal. Kot vidiš, Denis greva prehod za pešce. Ste zadovoljni s tem prehodom za pešce, gospod premier? Sem zadovoljen. Kaj pa vi, gospa ministrica? Odlično, ne lepe deleče. Ne kršimo zakon. Zaradi vedno večje apatičnosti študentov, ki ne želijo trošiti svojih skromnih štipendij za jajca, ampak raje kuhajo veliko cenejši golaž, so iniciativno prevzeli dijaki. So pripravljeni prevzeti odgovornost in se odpraviti na ulice za pravice svojih starejših bratov? Kaj? Kdo je to pisal? No, je naporen, otroštvo sem imel. Študenti so zdaj zadnje čase zelo apatični, kar se tiče študentskih protestov. Včasih je 10 tisoč študentov protestirali pred parlamentom, danes jih 20 kuha golaž, recimo. A se ti zdi, da bi lahko dijaki prevzeli recimo njihovo vlogo kot bodoči študenti? Ja, po moje bi lahko dijaki prevzeli iniciativo in sklicali, bom rekel, proteste, vkolikor bi trenutno videli potrebo za to. A pa je že kakšna taka pobuda, ne vem, se organizira kakšen dijaški protest? No, v tem mandatu, kolikor predsedujem dijaški organizaciji Slovenije, še takšne pobude nisem nasledil. Iz tiskovnega središča Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pa se nam oglaša preiskovani novinar Jaka Muda, ki spremlja naporna pogajanja med vlado in študenti, ki so s prodorom tako imenovanih japijev na čelo najmočnejših strank dobili krila in zavrnili vse vladne predloge. Jaka? Muda? Pravkar smo dobili informacijo, da so pogajanja še v teku, da so trda. Predstavniki šova so, kot smo od njih, stalno jih menjam, kako jih ne bi, ko so bili sošolci. In pravzaprav se isti obrazi, ne vem, ali so tako podobni, ponavljajo. Pravkar smo izvedeli, da so trdi pogajalci, neizprosni, da so zato, da se uredijo razmere v naši državi. Kaj so še rekli? Iz sobe so nagnali celo oba ministra. Jaka, kakšna pa je trenutna situacija na pogajanjih? Kdo zmaguje? 2 od 3 sogovornikov na današnjem sestanku sta že za nami. Tretji, ne boste verjeli, se dogovarja sam s seboj. Kakšna bo zgodba, ki jo bo povedal nam, medijem, ki smo, kot sem zvedel danes, od enega od naših komentatorjev, ki smo mrhovinari, sprašujemo stvari samo zato, da bi provocirali in nismo v službi javnosti, ampak lastnikov naših DD-jev, DO-jev, SP-jev, DNO-jev, koga še, kaj še imamo za ene družbe, KD-jev. In to je to. Vsaka podobnost z voditeljem vesti je zgolj naključna. O pomanjkanju hrane komentar dneva Janez Pezelj. Takoj v uvodu. Na Rdečem križu Slovenije se zavedamo, da nismo in ne moremo biti odločilna rešitev pri razreševanju trenutnih socialnih zagat. Te moči enostavno nimamo. Se pa zavedamo, da nas mnogi, ki pomoč potrebujejo, tako doživljajo in za te ljudi v mnogih primerih predstavljamo trenutno dobro pomoč in rešitev. Zadovoljni so, da jim premostimo začasne težave.
smo pač le ena od humanitarnih organizacij s premalo denarja, a s poostrenim posluhom in izjemnimi prostovoljci ter aktivisti, ki te dni pomagajo pri delitvi hrane, nabiranju redkih donacij, blaženju socialnih stisk. In vsi tisti, ki se sprašujejo, ali je konec socialno državo Slovenijo, potrebujejo jasen odgovor. Ta seveda ni enoznačen. Rdeči križ Slovenije lahko odgovori, da socialna država še ostaja, tudi po zaslugi naše in sorodnih organizacij. Je pa res, da se tik-tak-tanja socialne bombe na Rdečem križu Slovenije bojimo. In kako ukrepamo? Na večjih ravneh. Najprej po 900 krajevnih organizacij Rdečega križa Slovenije. In če preskočimo vse vmesne stopnje, tudi na ravni predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, ki skrbno spremlja razmere in nam je v pomoč, ne samo moralno. Potem je tu Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije. Za dodaten nakup prehranskih paketov se že dogovarjamo. Ožje vodstvo FIHA bo prisluhnilo naši prošnji. Tesno sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino in socialne razmere. Skoraj da vsak dan se slišimo in sad tega sodelovanja se bo morda pokazal v uredbi, po kateri nam za nakupe prehrane ne bo potrebno plačevati davka na dodano vrednost. Na ta način bomo lahko kupili dodatnih 15 000 paketov, malo za državo, veliko za uporabnike. In sedaj ne prislišite, prosim. V začetku prihodnjega tedna gremo za akcijo Lepo je deliti. Na 730 000 domov bomo poslali položnice in prosili za najmanjši možni znesek. Tisti, ki bodo plačali, bodo na bankah in poštah oproščeni provizije. In napotek, vsi tisti, ki bi že danes radi kupili hrano sami in jo prenesli v skladišča Rdečega križa Slovenije, podprite raje akcijo Lepo je deliti. Zakaj? Zbrali bomo več denarja, z višjo vsoto pa lahko dosežemo tudi večje popuste za nakup večjih količin. Stopimo torej skupaj in na mesto, recimo 20 000 paketov, bomo dobili kar 26 000 paketov. To pa, kakor se sliši morda malo, je nekaj. Slovenija, 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 kulturac. No, zdaj. Jaka Muda sicer že dobiva prve oboževalce. Poglejmo, kako je bilo na sredinem koncertu skupine Diastema v ljubljanskem Ortobaru. Tale naslednji je naslov Zverina in tega posvečamo osebi Jaka Muda. Jaka Muda! Pokaži Jaka Muda! Včeraj ob 18. je bila v Kudu France Prešeren otvoritev Šofnjade. Na razstavi do 31. marca na ogled preko 20 različnih mladih ustvarjalcev srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Rdeča nit letošnje razstave je študijska risba figure v prostoru in fotografiji akta. Otvoritvi razstave je sledil pester kulturni program v dvorani s kombinacijo šolske improlige in pevskimi vložki. Sledil pa je še koncert skupine Barely Modern in zabava z DJ Ganga. Ko prideš za diplomo, ko končaš akademijo in rečeš, da si preživel tisto čudovito obdobje najžlahtnejših let v takšni sredini, ti niti za trenutek tudi kakšnega nažalost prešpricanega dneva ni žal. Rada bi povedala, da brez umetnosti ni kulture, brez kulture ni naroda. Mi smo pa narod in zato moramo spodbujati umetnost in mislim, da nam s to Šofnjado je nekako uspelo. Vsak drugi četrtek v mesecu se v galeriji Mizart na Metelkovi srečujejo tisti, ki imajo odvečne kose oblačil in tisti, ki iščejo kaj novega. Tako je bilo tudi včeraj. Vendar prostor ni namenjen zgolj izmenjavi oblačil, ampak tudi drugih stvari, ki bi se jih radi znebili, zamenjali, morda pa zgolj družili. Pač se med seboj, ne? Eden z drugim. Ljudje. Lahko ste tudi trije. Hkrati. Ja. Wow. Ali več, ne? Pa fundu. Lahko daš rolke, pa greš po fundu. Tukaj imaš svečka, tukaj daš čokolada, tukaj daš jagoda, pa njem. Se pravi, ni samo za oblačila to? Ne. Karkoli se prinese. 41, to so čisto novi, ali kaj? Čisto novi so. Sinoči so energični ajdovci Elvis Jackson v ljubljanski cvetličarni predstavili svojo novo ploščo z naslovom Against the Gravity. Koncert je bil razprodan, fantje pa so bili po 2 urah norenja na odru utrujeni, a zadovoljni in verjetno pijani z odzivom živahne publike, ki je bila verjetno prav tako pijana.
Seremo ga zmeraj, se zato je ostal ta vec. Vse je bilo debate, da bi dali to stran, ampak ne. Imamo kvalitetni palom in troslojni papir, ki ga ne damo stran. Kjer von pa? Ti oporko, kaj je vezan. Ne, ona, brezkvica, veš kaj je? Ja, ne? Veš kaj je to, ker to ni odločitev, nekaj rečeš, smo se odločili, da ga nekamo srati. Pač, ti se odločiš, da nekaj srati in to še zmeri seriješ, to je, pač, ne, če ga seriješ, da seriješ, ne. Še vreme. Zebra pred vladno palačo je zaradi jutranje megle spolzka, zato pazite, da ne padete čez kakega ministra. Iz ljubljanskega studia 136. To so bile vesti o zebri. Pa nasvidenje.